Mi pa se bomo zdaj kmalu gledali z našo Pijo in z Ivanko Vidovič, ki je lastnica trgovine Emporija In. Začeli bomo tale cikel, lahko rečemo temu sodelovanja z Emporijo In, kjer nam bo Ivanka predstavila, kako je najbolje se oblačiti za določen tip postave, ne? Kako poudariti tisto, kar želimo poudariti, skriti tisto, kar želimo skriti, in vsakič bo takole prišel kakšen drugi model, ne, k njej in bomo lahko videli na primeru, kako vse to skupaj izgleda, kakšen styling je in kaj vse ne lahko najdemo tudi v trgovini Emporija In, ki se ponaša z najboljšo italijansko modo, z oblačili pa tudi seveda z obutvijo. Pija je že tam, tako da Pija in Ivanka, lepo pozdravljeni. Ja, lep pozdrav tudi v studio Figovec, ki je, kot vemo, prav tukaj 10 metrov stran od Emporije In. Nahajamo se namreč na temle kotu nasproti Figovca, dobesedno diagonalno nasproti gostilne, in v Emporiji In smo enkrat že bili. Tudi Ivanko ste naši gledalci že spoznali. Mogoče samo na kratko obnoviva za tiste, ki nas zadnjič niso gledali, kakšen tip oblačil in obutve tukaj lahko najdemo. Odkot prihaja, gre za unikate? Ja, lep pozdrav, dobrodošli. Mi v bistvu tržimo bolj italijansko modo, priznane blagovne znamke in oblačil in obutev. Imamo tudi avstrijsko, Hegla. Torbice so tudi in dodatki italijanski, razen Sofije Nogart, ki je naša slovenska kreatorka. Dobimo pa lahko in športna in elegantna oblačila in obutev, ne. No, danes bomo dokazali, da se da obleči kogarkoli. No, mogoče je bila današnja manekenka poseben izziv v oblačenju ali gre za tak dosti povprečen tip postave, ki ga pogosto srečamo? Ne, gospa je danes povprečne postave, ki se da res lepo obleči v veliko kombinacij. Kako pa postava vpliva na to, kako se oblačimo? Moramo posebej paziti, da kaj izpostavimo, česa ne, ali je to bolj stvar osebne estetike? Ja, jaz pač mislim, da je treba izpostaviti tisto, kar je lepo in kar je treba pa skriti, se pa da skriti. In to se da res veliko z oblačili in z dodatki. Tako da vsaka ženska ima nekaj lepega in je to fajn poudariti in pokazati, ne. Tako. No, in na Carmen bomo danes pokazali, kako se lahko, na primer, kako bi rekli, je to postava peščene ure, kar bomo videli? Ja, Carmen ima res lepo postavo, tako da se da res lepo jo uštivati v naša oblačila, ne. Da se pa seveda tudi pri nas obleči tudi kakšno drugo postavo ali pa tudi starejšo gospo, ki se da trendi obleči ali pa da ni klasika, ne. No, to bomo tudi še videli. Pa Carmen kar povabim, mogoče da ji pustiva malce prostora, da se sprehodi tukaj po naši pisti naprej in nazaj, da boste lahko videli, kako izgleda naš današnji prvi styling. No, Carmen, pa če se nama pridružiš kar tukaj malce bližje, kaj ima Carmen na sebi? Odkot prihajajo te znamke, zakaj takšna izbira? Ja, res je. Danes Carmen ima krasno obleko od Kristine Gavioli in italijansko jopico, ki se seveda za zjutraj spodobi zraven še obleki, ne. Čevlje nosi od Janez & Janez in torbico od naše kreatorke Sofije Nogart, ne. Te lahko prosim mogoče še za en sprehod, da bomo dobro videli čevlje. Čevlji so tako z malo petke, tako da je za oblekico vedno dobrodošlo, ne. Zdaj, če bi Carmen imela hlače široke, lahko bi dali kakšen nizek čevelj, trenutno mi se zdi pa fajn, da je majčkeno poudarek na petki, ne, da je dvignen, ne, da ni čisto pri tleh, ne. Kako nam petke na primer pomagajo pri oblikovanju postave? Ja, zelo veliko, ja. Pri petah smo sigurno in drža je drugačna in hoja je drugačna, ne. Mora biti pa predvsem udobna, ne, ker če ni udoben čevelj, pol tudi ni hoja lepa, ne. Carmen, je udobno? Bi lahko bila v teh čevljih tudi cel dan? Jaz sem razmišljala, da bi v teh čevljih pa lahko bila tudi cel dan, ker ponavadi petke so zelo zakomplicirane, ne, mislim, je težko hoditi cel dan v njih, ampak ti so res tako mehki. Kot da nimam nič, kot da sem bosa. Pa sicer nosiš pete? Ja, ja.
Moram, ne, ja. Tako da, ampak res, čevelj je zelo pomemben. Tako da, in te so res zelo udobni, glede na to, da jih imam prvič obute, so super, top. Odlično. Kaj pa preostala oblačila so tudi udobna, bi se dalo tudi takole cel dan, mogoče še kaj zahtevnejšega početi v njih? Ja, v bistvu je vse zelo, ne vem, bom rekla tako, mehka so, padejo lepo, tako cozy, zelo tako, fino se počutim v njih, no. Tako da tudi, če bi, mislim, sploh ni problema, da ne bi nosila. Mislim, čist moj stil, no. No, pa če govorimo že o materialih, iz katerih materialov pa je ta styling? Ja, zdajle trenutno ima gospa obleko viskozno, ne, ker viskoza je za polet zelo, zelo dobrodošla, ker je naraven material in je lahkotno in hladi, ne, ni vroče. Tako da in jopica in obleka je viskozna, ne. Seveda čevlje imamo pa mi vse usnjene. Pri čevlju bi to poudarila, ja, pete so lahko zelo visoke. Če je kopito v redu, je peta ni ovira, ne. To se pravi, kopito mora biti zelo dobro pri čevlju in to je seveda pri dobrih znamkah se to zelo veliko pozna, ne. Da je kopito v redu in potem je lahko tak čevelj na peti je res lahko za cel dan, ne, in lahko in poslovno in za sprehod in za vse. Torej, to so zdaj spet italijanski čevlji? To so italijanski čevlji, ja, Janet in Janet, ja. Pa so znani sicer prav po sandalih ali Ne, Janet tako, Janet ima dve linije, ima Janet in Janet, ki je majčkeno bolj eleganten, ne, Janet Sport je pa športen, ne, in so supergice, visoki podplati te gume, ki so zdajle kar nekaj let na sandalih, ne. Pri Janet in Janet so pa vedno pol elegantni, da so tanjši podplati in seveda pol tudi pete, ne. Lahko pa vidimo tudi tukaj, nakit sodi zraven k stylingu? Ne? Nakit pa žal nismo tokrat vključili. Aha, nismo vključili, ampak naprimer, če si postavimo vprašanje, zdaj vidimo srebrno verižico in zlate dodatke na čevljih, bi to šlo skupaj? Zdaj tako lahko, ker letos in tudi že lani, ne, se je zelo veliko kombinirala srebrna in zlata, tako da ni več ovire recimo nositi srebro pa zlato, ne, ker tudi pri torbah se kombinirajo dodatki zlati in srebrni skupaj, ne. Tako da tokrat ni moteče, ker je tudi barva obleke taka, da dovoli kombinacijo in srebra, ker srebro je sicer bolj hladno, ne. Tako da na tej kombinaciji sploh ni moteče. Mogoče kje, pri kakšni barvi, da bi bilo, ampak tukaj pa res ne, ker je srebro pa zlato sploh ni več, da se ne sme kombinirati, ne. Se lahko. To je nekaj novega, ja. Kaj pa naprimer torba, bi lahko bila tudi drugačne barve še? Ja, lahko bi torbo dali, čevelj je lahko kožne kot je, torbo lahko damo zeleno, lahko damo močno rumeno, kot en dodatek, da še dvigne, ne, vse odvisno od okusa in stvari, kaj si želi stranka poudariti, ne. Kako pa je z vzorcem? Bi drugačen učinek dobili, če bi bila to enobarvna obleka? Ja, zdaj, če bi bila enobarvna, meni osebno bi bilo monotono, ne, ker je letos res veliko toliko enih vzorcev in je fajn, se mi zdi, da je malo, če bi bila enobarvna in jopica in obleka, bi jaz pol dala čist drugo barvo čevlja, pa močen čevelj ali pa pisan čevelj, ki jih je letos tudi ogromno na izvoru, ne. Tako da sigurno bi drugače pol skombinirali. Kaj pa torbica se takole nosi v roki, je bolj na ramo? Zdaj takole, ta torbica je meni všeč v roki, ne, seveda je pa namenjena tudi za na ramo, ne. Lahko jo tako gospa nosi, lahko jo pa v roki, ne, to je pa stvar pač posameznika, kako se je navadil pač torbo nositi, ne. Je pa taka majhna, ravno poslovnih papirjev ne bomo dajali notri? To je res, ja, torbica je sicer majhna, ampak dovolj velika in prostorna za te stvari, ki jih rabimo za sabo. Ja. Letos mini maxi torbice, kaj je trenutno in? Letos je v bistvu tudi dosti zelo, zelo malih torbic, ki so res samo kot ena verižica ali pa kot en dodatek, ne. So pa poleti seveda priljubljene in tudi dobrodošle malhaste torbe, ne, kjer pač za naše potrebe, ker rabimo dati veliko stvari noter, je to super, ne. Tako da
stvar pol posameznika, kaj rabi, pa kam se odpravlja, a ne, drugače pa torb je res velik in majhnih in velikih, ne. Mogoče še čisto za kratko pred oglasi, lahko vidimo, kako izgleda obleka tudi spodaj pod temle, lahko tudi jaz primam, ja. Tako. Se pravi, gre za obleko, ki je ravno za zdajšnji čas primerna. Ja, res je, ta obleka je za zdajle, seveda jutra so še mičkeno hladna, se lahko da kaj gor, drugače tudi, če bo zelo vroče, ne glede da ima rokavček, je ta obleka zelo hladna, ne, je viskozca in hladi in je lahko tudi na 35, ne, ker so naravni materiali, ne. No. Še zadnji sprehod, potem pa res gremo v oglase, kajti po oglasih nas čaka še en styling, tako da ostanite z nami. Tako, lepo pozdravljeni nazaj. Ivanka je zdaj še tam v zadnjih detajlih stylinga. Medtem, ko se Karmen preoblači, pa mogoče lahko spregovoriva kaj še tudi o tukajšnji ponudbi. Takole na amaterski pogled prvi bi rekla, da je kar nekaj tako zlatega, srebrnega, bleščečega. Je to letos še posebej moderno ali gre res bolj za take dodatke, kot so na primer čevlji, torbice, niti ne tako obleke? Ja, zdaj tako, ja, res je veliko zlatega, ampak vsako poletje je veliko zlate pa srebrne, ne. Tako da je vedno dobrodošla, zato ker se najlažje pokombinira na vse. Dosti je res letos teh bleščečih stvari, sploh torbica je vedno lahko en tak kričeč, po domače povedan, detalček, ki se lahko pač malo poletje popestri, ne. Veliko je seveda še vedno teh podplatov, lahko so pa tudi nizki, pri supergah. Debelejših, tako. Pri supergicah je pa res, da so šli malo na tanjše podplate, recimo leta in leta, zdaj so bili pač visoki podplati. Tako da supergice so lahko tudi mrežaste, zračne, perforirane ali pa pač cele usnjene, a ne, ker je vedno fajn tudi na kakšno obleko poletno en lep tak. Zdaj, tele so mi posebej všeč, nekaj prav posebnega se mi zdi, to more že kak mogoče malo bolj pogumen človek nositi, ampak kako bi na primer ta čevelj pokombinirali? Ta čevelj v bistvu se zelo fajn lahko pokombinira, čisto na vse barve, ker ima res vse nianse, ker letos je itak teh rožnatih barv veliko, ne, od svetlih do temnih rožnatih, tako da se pokombinira lahko na močne barve, lahko na enobarvne stvari. Tudi napisano obleko lahko tak čevelj, imamo eno tam kombinacijo, ki gre zelo dobro. Tako da ni treba se bati, zato ker je pisan, gre res na vse lahko, a ne. Lahko je to navaden džins, pa blela bluzca ali pa majčka, pa tak čevelj ali pa ena lepa obleka, ne. Kaj pa sicer ponavadi kupujejo ljudje še vedno bolj črne, kožne barve čevljev ali se jih vedno več odloča tudi za tako malo bolj za malo večji izziv, za malo več barv, za kaj bolj tako opaznega? Ja, zdaj tako moram reči, da res je, včasih leto, 2, 3 nazaj so ljudje res gledali samo pač čevelj v kožni ali pa v pač beli barvi, zato da lažje pokombinirajo, ne. Letos moram reči, da ja, da jih je dosti tako, da se odločajo tudi za pisane stvari, da jih ne moti to, da si pokombinirajo pol. Tako da se mi zdi, da vsako leto se malo tudi stranke in pač sproščajo, da se lahko tudi malo bolj pisano oblečajo, ne. Je pa res, da bel sandal recimo ali pa kožna barva je vedno dobrodošla v omari, ker takrat, ker nam se mudi, ker nimamo časa, dejansko karkoli damo na sebe, vedno je fajn hiter bel sandal, pa smo, ne, pa gremo. Kaj pa čisto bele superge, to je bilo nekaj let nazaj izjemno moderno. Ja, letos tudi. Bela superga je še vedno, čist bela ali pa tudi podplat je lahko druge barve, ne. Tako da bela superga še vedno ostaja. Samo da so pač šli malo na bolj nežne, na nižje, ne, da ni tako močna guma in visok podplat, ne. Drugače še vedno bela supergica, tisto, kar lahko vedno prav pride. No, bo Karmen v novem stylingu morda imela superge? Ne. Žal ne, ker smo šle zdajle tudi na sandal, ne, ker pač je čas zdajle za sandalčke že, ne.
Tako da tokrat smo tudi izbrali sandal. Na oblekico bi seveda lahko dala tudi supergico. Ja. Sej, zdaj sploh še so ti okvirji, na katero obleko lahko gre superga ali grejo lahko superge povsod? V bistvu jaz bom tako rekla, povsod se lahko da superga, ker danes je tako pravilo, da vi lahko date elegantno krilo, pa eno športno jopico gor, pa supergico, pa naredite veliko, ne. Ker v bistvu lahko je en del klasike in pa se razbije s kakšno stvarjo, ne. Tako da supergica za moj okus gre lahko povsod. No, super. Poglejmo pa zdaj še drugi styling naše Karmen. Karmen, izvoli, pista je tvoja. Tako lepo se vrti. Vstopila tukaj na komentatorski oder. Kaj pa nosi Karmen zdaj? No, zdajle Karmen ima oblekico italijanske znamke in torbico tudi italijansko, ne. Tokrat smo šli pa v sandal v oranžni, zato da zeleno malo razbijemo, pa da dvigne vse skupaj, ne, ker je torbica in obleka v zelenem odtenku. Je pol fajn, da je čevelj res nekaj posebnega, da naredi boom efekt. In tukaj je res krasen sandal od Žanota, ki ima tisto široko peto, udobno, spet en čevelj, ki je lahko za cel dan, poslovno ali pa športno. Lahko je tudi tak čevelj na dobre potrgane džinske, pa je glih tako lepo, ne. Kaj pa to, na primer, čevlji se takole malce svetijo, moramo potem paziti, da se tudi obleka mogoče malo bolj sveti ali je lahko povsem matasta? Ne, obleka je lahko mat barve, ker bi bilo preveč, če bi tudi obleka bila svetleča, ker čevelj je v laku, ne, in je fajn pol, da je obleka malo bolj umirjena, zato da ne naredi se preveč tega svetlečega efekta, ne. Kaj pa torbica? Verjetno ne smemo imeti preveč stvari notri, potem bi mogoče uničili silhueto, če si jo damo na ramo? Dobro, ta torbica je dosti velika, da dejansko za naše potrebe, kar rabimo, lahko gre vse noter. Obliko ta torba drži, ker je trdne oblike, ker ni mehka, tako da dejansko tukaj je ogromno stvari. Je pa tukaj poudarek še na zlati ketni, kar je letos ogromno pri torbah, ne. Tako da je lahko klasično čez ramo, spet v roki ali pa tudi počez, ki jih dosti zdajle nosimo. Če bi gospa imela recimo zdajle supergico, lahko bi to torbico počez dala, ne. In je pol spet en tak čist drug pogled, ne, čist drug izgled, ne. Vidim pa tudi, da ima obleka pas, bi mogoče lahko pokombinirali še s kakšnim? Ja, tukaj bi jaz lahko tudi pas dala v oranžni barvi, tako da malo poveže, ni pa mus, lahko je pa točno tako, kot je zdajle, ker se mi zdi zelo lepo, da ti čevelj naredi nekaj veliko. No pa recimo, če bi zdaj imela superge, kakšne superge bi imela na to obleko? Zdaj na zeleno obleko pa zeleno torbo je pa tukaj res pester izbor. Lahko da pisano supergo, lahko da belo, lahko da črno. Tukaj res lahko močno barvo, lahko fuksija, lahko kožno. Ali moramo včasih paziti na barve v tem smislu, da nam kaj sporočajo, kot pri vrtnicah, na primer, ko je rdeča za ljubezen, rumena za prijateljstvo, ali tudi pri oblekah barve kaj pomenijo tako? No, barve sigurno kaj pomenijo, ampak človek se mora počutiti dobro v tej barvi in v tem oblačilu, da pol v bistvu, zdaj pri oblačilih, jaz mislim, da je barva bolj pomembna človeku, da paše, pa da se dobro počuti v tisti barvi, a ne. No, in glede na njeno ten polti, na barvo las, na oči, kaj bi mogoče, katere barve še lahko pašejo zraven? Ja, gospa ima zelo lep ten in zelo lepo barvo oči, tako da barve tukaj so pa lahko neskončne, ne. Res, pri gospe pa res, od rumene, zelenih odtenkov, tudi do svetlih tonov, rjave recimo tudi lahko, čeprav letos ni toliko rjave, tudi fuksija, močne barve, ker tudi barvo las ima gospa zelo, zelo lepo, tako da se da res veliko barv tukaj pokombinirati, ne. Kam pa bi jo peljali takole, Karmen? Za kam je oblečena?
Takole se lahko sprehodi po mestu, lahko gre po opravkih, lahko gre na sladoled, na pijačko ali v službo. Ja, sej v službo, ker pravzaprav tudi naprimer ne razkazuje veliko, ne, je primerne dolžine. Tako, oblekica je lepo do kolen, kar je super, rokavčki so, ni dekolte velik, tako da res lahko gre čist povsod. Karmen, se ti zdi, da smo zakrili leta? Ne vem, povejte, ocenite. No, ne bomo o številkah, sploh ne na javni televiziji, za vsak primer, ampak se mi zdi, da res deluje tudi tako zelo mladosten tale izgled. Ja, zelo mladosten in meni je zelo všeč, ker se ženske lahko oblečejo takole, da majčkeno tudi leta sploh niso pomembna, ker tudi kakšna 70 let stara gospa je lahko zelo primerno sebi in še vedno dosti mladostno oblečena, ne. Tako da tole sigurno dvignejo že barve, čist drugo, kako bi energijo, ne, tako da sigurno je vedno dobrodošlo, da se takole obleče kdorkoli, da je majčkeno barvasto, da je majčkeno živo, da ni vse v temnih odtenkih, ne. Vsaj zdajle, ko lahko, ne. Ja. Moramo pri maskah tudi paziti letos, kako se kombinirajo? Jaz jih zelo rada kombiniram, ne, tako da jaz jih imam res veliko teh pralnih, tako da jih kombiniram, ampak seveda maska je lahko pa tudi čisto nevtralna, ne, zdaj danes se dobi pa res vse, ne. Se pravi, kaj, črna, bela bi bili spet ti dve nevtralni barvi, kožna mogoče? Ja, kožna, pudrasta je lahko, zdaj se tudi te kirurške maske dobijo in v črni in v roza barvi, tako da se lahko tudi to pokombinira, zakaj pa ne, če je že to potrebno nositi, naj bo en modni dodatek. Tako, zagotovo. Karmen, lahko prosim še za en poslednji sprehod, to se sliši skoraj malce morbidno, pa ni bilo tako mišljeno. Pravzaprav življenje kar vre iz tebe in iz te obleke. Ivanka, Karmen, najlepša hvala za danes. Še se bomo oglasili tukaj v Emporiji in pripeljali še koga drugega z drugačno postavo, drugačnih let, kajti tukaj lahko obleke dobimo vse. Ne? Ja, res je, tako da se kar veselimo tega. Tako. No, do prihodnjič pa le ostanite z nami, po oglasih se vračamo nazaj v studio Figovec.